Pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Sodelujmo, ki ga izdaja AIPA, organizacija za kolektivno upravljanje in zaščito pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del. Kot ste videli, sem pogledal na plonglistek, da sem to povedal, kar pomeni, kar jasno priča o tem, da je to naš prvi uvodni podcast. In ker je prvi in uvodni, imamo tle dva gosta, ki sta bila od začetka zraven pri AIPI in s katerimi se bomo pogovorili, kaj to sploh je, pa avtorske pravice, audiovizualno področje in tako naprej. Gosta sta Daniel Hočevar, producent, Klemen Dvornik, režiser. Dober večer, kaj je, kakor gleda. Pozdravljena. Tako malo se počutim, tako kot v šoli, zdaj bom pa jaz sprašoval, videl pa lepo posedena tle, izpit bo. Vse v redu, začnimo proti. Se malo obnovi znanje. Zdaj meni zmeram naravno človeka predstavljati z enim pridevnikom, to je kakšna ameriška fora, to je pa ta pa prije pridevnik, ne. Producent, režiser. A sta ali bi še kaj dodala tle zraven? Jaz bi šel rajš na širšo, recimo, neko definicijo bi rekel, da sem filmar, recimo to. Zato, ker se v tem nekem smislu, mogoče moderno, filmar in nadpomenka za vse, kar delamo, recimo v audiovizualnem sektorju, pa ni nujno, da zmeri moraš biti on, ki je v špici, ali režiser, ali producent, ali tist, kar je kreativno na vrhu. Včasih tudi kakšen kabel, ki je premaknemo, je treba. Pa ne sme biti to neka ovira. Se mi zdi, da ta neka filmarska, da ta neka gverila mora ostati in da ta filmar je boljša. Kadar delam pa na televiziji, pa televizici. V redu. Jaz sem sam filmski producent. Hvala. Čeprav je še pedagog, pa vse drugo. Z Danom v bistvu se že zelo dolgo poznava. Zdaj tako, eno vprašanje, takoj bom izkoristil, tega nikoli prej nisem vprašal, ampak zdaj pa mislim, takoj bom izkoristil. Jaz poznam ljudi, ki so rekli zelo mladi, jaz bom pa pisatelj ali pa jaz bom pa pesnik. Nisem pa še slišal, da je kdo rekel, jaz bom pa filmski producent. Ko je bilo pri tebi? Ko človek grata filmski producent? Ja, v bistvu sem postal to bolj po naključju. Sem pač študiral, oziroma takrat, ko sem začel študirati, sem začel tudi sodelovati v Škucu, v študentskem kulturnem centru, filmski redakciji, se temu takrat rekel. Tam so se predvajali filmi, razni ciklusi, od režiserjev do raznih nekih pomembnih rečemo, obdobij. Pa snemali so se filmi, taki nizkoproračunski, neodvisni, alternativni, se takrat reklo, popularno, to je bilo nekje druga polovica 80-ih, se pravi, že kar nekaj časa nazaj. Prejšnje stoletje. No in tle nekako s tem sodelovanjem je nekako začela ta moja tudi producentska pot, čist nehote, nevede. In zelo veliko stvari sem se naučil iz dela, ker se je bilo pač treba, zelo veliko napak naredil, lastnih in pač pol počasi začel se s tem bolj profesionalno ukvarjati v 90-ih, bi rekel, da je pač eno tako obdobje učenja bilo za mano. Ampak s časom opaziš, da se učiš itak skozi, da se stvari spreminjajo tudi tehnološko, pa ustvarjalno, pa način dela, da je tukaj tudi veliko nekega dogovarjanja, psihologije, če hočeš, glede na to, da pač sodeluješ z enim takim zelo velikim korpusom ljudi, od ustvarjalcev na eni strani do tehnikov, do vseh, ki so vmes, financerjev seveda, In tako da, zelo zanimiva stvar. Zdaj, mogoče, če smo res gremo od začetka in osnove polagamo, ker to prvi podcast v tej seriji, ljudje, ko malo vprašam, če vejo, kaj je filmski producent, počne, rečejo, to je ki zrihta denar. Je pa več od tega. Predvsem. Povej. Ja, mislim, to tudi med drugim, in to je tudi ena zelo pomembna od stvari, ki jih pač producent ne bi delal, oziroma mora narediti, se pravi nekako zagotoviti sredstva, zato da se pač ta projekt, karkoli že je film, kakšno TV delo, naredi. Načinov je več, pri nas je seveda bolj znan ta, da se pač pridobijo sredstva iz različnih virov, bolj javnih kot zasebnih, zato ker preprosto tržišče ni zadosti veliko, da bi tudi najbolj uspešen film lahko v resnici pridobil neka bistvenejša sredstva,
V tujini pa so variante različne. Ne. Velikost trga pač definira možnosti. In ta sredstva in projekt, hvala Bogu, gre po režiserju, a ne tudi. Ja, Projekt scenarista pa delno, ja. To je. Ok, Klemen, kdaj si se pa ti, jaz bom pa režiser. Ja. Prehiter, po moje. Kdaj bo to poje? Se mi zdi, da tako tam nekje v začetku srednje šole, prej sem nekako hotel biti nekaj v zvezi z likovno umetnostjo, ali pa ogromno sem fotografiral. Najprej sem hotel biti fotograf, to se mi je zdelo. Sem tudi v osnovni šoli že, ne vem, od 5. 6. razreda bil fotograf za šolski časopis, pa ko sem nekaj fotografiral, pa sem to tekmoval s fotografijo na zodki in tako pač. To mi je bila neka taka osnovna. Pa ko sem enkrat ugotovil, da film obstaja, ki me je začaral. To je bilo v bistvu, ko sem šel gledati, bil je filmski četrtek, se je rekla, Bonma, in so kazali Blade Runnerja, mislim, kar bi pol sem zračunal, da je to bilo leto 90 najbrž, ne. In ko sem šel gledati ta film, sem rekel, komu dovolil, da to dela. In pa sem gotovo, da je ta človek, ki to dela, je režiser. Takrat sem šel še enkrat v kino, še eno karto, pa še enkrat gledati film. V glavnem začaral me je. In pol sem s to neko entuzijazmom filmarskim šel študirati, šel na spremne, naredil spremne in me not potegnili. Vmes sem delal za danes kultni MKCTV, se pravi, to je bila ena taka skupina mladih, ki smo delali televizijsko oddajo vsako soboto na novomeškem Vaš kanalu pod mentorstvom legendarnega gospoda Moškona, očeta od Jurija Moškona. On je, pa takrat je bila ta ekipa danes zelo znanih ljudi, Franci Kek, Jani Muhič, Saša Đukić, Boris Petković, Jurij Moškon. Tako, bila je ena taka ekipa ljudi, pa še drugi so bili, Marko Bauer, recimo. Ker smo tam nekaj ustvarjali in to me je tako potegnilo v to neko veselje do ustvarjanja, da sem pristal na akademiji in potem ta pot, kar je bila takrat začrtana, je bila čez malo televizijo, malo filme delati, tako. In od takrat ni spustila. Zdaj pa v bistvu vprašanje z oba, ampak ne naenkrat odgovorite. Avtorske pravice, kdaj ste se s tem sploh prvič srečali? Ti kot producent, verjetno prej kot ti kot režiser. Ne? Kako je to prišlo, no, to vedenje o avtorskih pravicah, pa da je tle ne treba nekaj narediti, pa da je tle treba... Ker se pravi, prejšnjo tisočletje, če tako rečem, so bile avtorske pravice tako bolj slabo urejene, ne? Pirati, vse to gor dol. Ne? Mogoče, Dane. Mislim, avtorske pravice so bile urejene korektno. Jaz mislim, da je bil tudi stari zakon o avtorskih pravicah zelo korekten zakon. Piraterija seveda s tem nima direktne relacije, ne? Razen to, da pač se je začelo v 90-ih s pojavom videa, z dostopnostjo pač to dosti lažje zlorabljati. Ne? Same avtorske pravice so bile pa urejene v redu in pač seveda prvi sem se srečal z njimi, ko bilo treba podpisovati pogodbe z ustvarjalci, s tehniki, sodelavci na filmu, predvsem z avtorskimi sodelavci, ki pač morajo na producenta prenesti določene pravice, da lahko ta s tem delom, s tem filmom potem naprej dela, kar je pač treba, od trženja do prikazovanja, do vsega, kar pa še zraven. Ne bom še zdaj v detajle, kaj je bila razlika med prejšnjim in zdajšnjo ureditvijo, ker niti ni pomembna, ampak dejstvo je pač to, da sem seveda zelo zgodaj v tem svojem, rečemo, poklicu se s tem srečal in se moral s tem ukvarjati. Ne. Pač seveda vsak ima potem neke vzorce pogodb, ki pač vsebujejo vse tisto, kar mora taka pogodba vsebovati. Ampak bistvo je pač to, da se pri audiovizualnem delu, pri filmu in pri TV vsebinah pač z avtorja na producenta prenese določena skupina pravic, ki jih producent potem rabi za tako imenovano eksploatacijo oziroma trženje oziroma prikazovanje dela. To je v bistvu zelo na kratko povedano. Kaj je treba vedeti in s čim sem se ukvarjal že takrat in se na nek način tudi še danes, ne? Vsak od nas. Jaz recimo kot avtor sem bil veliko manj izkušen glede avtorskih pravic, ker po mojem so res jedro tega, tudi pa za producenta. Ko pa ti, Klemen, ko si pa ti prišel do tega? Ja,
Prvič sem se srečal, ko smo v resnici na akademiji, ko sem hotel imeti neke skladbe, ki jih je od Dan D. In sem ugotovil, da tam je, da za glasbo je drugače urejen, ali pa da je glasbeno polje ekstremno dobro urejen, tudi v smislu tega, da če je skladba uporabljena v filmu, da potem na drugi strani tisti, ki je avtor, ali pa je tudi izvajalec, predvsem je bilo v 90-ih, da so avtori začeli dobivati nadomestila, neka zelo konkretna. In sem se zmeraj spraševal, zakaj na filmu ali pa na televiziji tega ni, ker teh nadomestil, se pravi iz kolektivnega upravljanja, ni bilo. So bile urejene znotraj recimo starega ZAMP-a, ki se je pol razdelil, se pravi, to je bil jugoslovanski. ZAMP je bil stari Jugoslaviji, je bila organizacija, ki je kolektivno upravljala pravice. Se pravi, in pol se je to preneslo. Vedeli smo za SAZAS, da upravlja glasbene pravice, za avtorje glasbe, pa Soko je bil, ne. Soko je jugoslovanski, ne. Se pravi, in tisto, kar me skozi nekako bremenilo, je zakaj se pogovarjamo, koliko je nek film bil uspešen, pa predvajan, pa koliko je zaslužil, če ti kot avtor, ki podpišeš pogodbo in delaš, je to praktično to. Ne, obstaja ta bestseller clause, tako imenovan, kadar je v delu uspešno, da si upravičen do nekega deleža iz prodaje in tako. To je bilo takrat v bistvu najbolj praksa, se mi zdi, da si v pogodbi, če si delal film, dobil nek procent. In to vprašanje okrog kolektivnega upravljanja me je v bistvu skozi malo vznemirilo, zakaj na filmu tega ni. Dejstvo je, da so se neke osnovne te pravice v resnici začele svetovno sploh ozaveščati v leta 88, ki je prišla ta prva direktiva v smislu, da se za izposojo v videotekah je treba, se pravi, producent se z distributerjem dogovori za distribucijo, ima individualno pogodbo, se pravi, ona ima ta dogovor, kako se bo to zdaj prodajalo, koliko je prihodka, ampak kaj pa je z igralci, pa z režiserji, scenaristi, ne? Ali lahko dobijo kaj od tega. In se je takrat v Evropski uniji se je takrat uvedla ta nek direktiva, ki je rekla, da ja, iz tega, iz posoje, pa je treba pravično in proporcionalno neki dati tudi skupini avtorjev, pa skupini izvajalcev. In tako je, naslednji korak je bil v 90-ih, ko se je kabelska televizija pojavila, da se je to zgodilo z kabelsko retransmisijo, pa z privatnim kopiranjem, se pravi, to se je preneslo iz prejšnjih, se pravi, kadar obstaja kopija, ker zakon dovoli 5 kopij, so vsi prazni nosilci v bistvu obremenjeni z neko tarifo, z nekim zneskom, ko se uvozijo ali pa so proizvedeni, da se pol te zneski prerasporedijo tistim avtorjem, katerih dela so bila kopirana. In ta recimo sistem nadomestila iz praznih nosilcev, blank tape levy popularno, ali pa BTL, reče včasih, obstaja še zdaj in je v bistvu zelo koristen in je v bistvu ena redkih pravic, ki jih ima zelo širok nabor avtorjev, se pravi od fotografov, likovnikov, pisateljev do glasbenikov in filmarjev. Dajmo malo, mogoče, tako hitro vprašanje zate, lahko rečem samo ja ali pa ne. Takrat, ko si ti študiral na akademiji, niso nič povedali o avtorskih pravicah predvidevali. Nula. Ja, nula. A je danes kaj bolj? Danes imamo predmet, ki ga v drugem letniku poslušajo študenti. Vprašanje je, če je ta predmet dovolj praktičen. Imamo mi pa tudi, ker smo pač ta neka izkušnja 10-15 let AIPE, imamo pa tudi že nekaj znanja, tisti, ki predavamo tam. Tako da v bistvu v sklopu en predmet je slovenski audiovizualni prostor, kjer imamo neko tako orientacijsko predavanje o tem, kaj kolektivne pravice so, pa kdo jih upravlja in kaj to pomeni za vsakega posameznika, čisto praktičen primer. Pravnega aspekta? Ne, iz aspekta, recimo, ko si ti avtor, kaj lahko pričakuješ in kje so organizacije, ali pa kaj je organizacija, ki te zastopa lahko, kako in kaj lahko pričakuješ od svojega dela v nekem kontekstu distribucije.
Zdaj zakon govori o avtorskih in sorodnih pravicah. Dajmo malo o tem. Recimo človek gre... Ena je avtorska, to je zmeri problem. Ja, pa sorodne. Ne? In zdaj gre človek recimo v kino in recimo, da, ali pa doma gleda film in recimo, da ne pobegne, ko se začne zaključna špica. Če on zdrži celo zaključno špico, je tam 100 imen ali pa še več. Ne? Ja. Koliko teh, kjer je ta imena, kjer je te funkcije, so avtori? Ja. Mogoče tle najbolj zanimiv prvi korak, ki bi ga naredil, je, da bi rekel, da imamo pač, da je Bernska konvencija, ki je v veljavi v Evropi večinoma, ne, imamo dva sistema ključna, ki sta različna. Eden je copyright, ne, pravica do kopiranja, ki je v bistvu lastniška pravica in je večino v veljavi v anglosaškem svetu. In na drugi strani imamo ta kontinentalno-evropski, jaz rečem temu francosko-pruski model, ki pa temelji na Bernski konvenciji o človekovih pravicah, kjer je avtorska pravica, človekova pravica. In iz tega izhaja potem cela struktura navzdol, ne, se pravi. In v audiovizualnem svetu poznamo 3 oziroma 4 skupine imetnikov pravic. Niso vsi upravičeni do nadomestila za svoje delo, ne? In v teh 3 oziroma 4 velikih skupinah bi rekel, da so v bistvu glavne 3. So izvajalci, pod kar mislimo pri nas, ker je to prevod angleške besede performers, ne? Se pravi, so to tisti, ki so v performingu, ne, se pravi igralci, plesalci, tam je zanimivo napisano krotilci kač. Levo pa ne. V zakonu dejansko piše krotilci kač. Ne. In recimo zanimivo je to, da so tam so recimo dirigenti, ne, med izvajalci, kadar gre za posnetek koncerta, ali pa gledališki režiserji, kadar gre za posnetek gledališke predstave. To je en aspekt. Drug aspekt so avtorji, ker jih je veliko. To je ta del, v katerega si ti vprašal, ker je avtorska pravica, ne? So avtori in oni se razdelijo v 2 skupini, zato govorim o 3 ali 4, tako imenih, se pravi, so avtori, ki se razdelijo med soavtorje in avtorje prispevka. Ni nič, ne, nekateri razumejo, da je ta avtor prispevka pač slabšalno, ampak ne gre za to, da so 2 skupini, ena v današnjem slovenskem zakonu ali pa večinoma evropskem ima pravico do nadomestila, druga pa nima pravice do nadomestila, ker velja nek precedens, ki se mu reče utopljeno delo, ne? Se pravi, da se zlije, da delo samo po sebi ne more stati, make-up, kot se pravi maska, oblikovanje maske je priznano kot avtorsko delo, vendar sama oblikovanje maske brez filma ne more stati. In ta 3. skupina, da bom pol še nazaj, so filmski producenti, ki pa tam, se pravi. In te 3 skupine, ne, se delijo na to, kar si ti vprašal, na avtorje, ki so soavtorji, avtorji prispevka, ki so v avtorski, tej eni pravici, in sorodnih pravicah, ki so sorodne, so filmski producenti in izvajalci so pa sorodne pravice. Ok, konkretno. Jaz sebe pojmujem kot scenarista, producent, režiser. Ja. Jaz sem avtor, vidva sta sorodne pravice. Medva sva avtorja. Točno, ja, režiser, ja. Medva sva avtorja. Res je, midva sta avtorja, on je pa sorodnik. On je pa sorodna pravica. Okay. Ja. Tako, kot je urejeno v Sloveniji, ni nujno, da je povsod urejeno tako. In tudi ni. Aha, ni. Dane, imaš kakšen primer mogoče? V bistvu se razlikujejo stvari bolj pri temu, kdo je v bistvu avtor, kdo je soavtor. Nekje je direktor fotografije v Sloveniji, zraven, nekega pa ni. Ne? Ja, jaz to rečem, da je to prišlo iz pruske tradicije, ja. Ker je ta slovanski svet, pa nemški, pa v bistvu cel vzhod, ima ta pruski model, kjer je direktor fotografije v bistvu priznan ključen avtor. Ne? V zahodnem svetu to ni tako. Režiser, pa scenarist, pa še skladatelj filmske glasbe, ne? Ki je napisana za sam film, ne? Pa ni direktorja fotografije. To je v bistvu neka manjša distinkcija, drugače so pa stvari bolj manj, vsaj znotraj Evrope, zelo poenotene, ne? In pač filmski producenti in izvajalci pač imamo to svojo sorodno pravico. S tem, da v Sloveniji je zdaj stvar po zadnjih spremembah avtorske zakonodaje iz leta 2022 precej jasna in ima vsaka skupina svojo pravico, ki je pač pravica te skupine, ne? Ker predtem
je pač bila pravica avtorska od soavtorja, s podpisom pogodbe s filmskim producentom se je pa prenesla njena uporaba, tudi finančna del, na filmskega producenta. In tle je prihajalo do konfliktov, ker je bilo nejasno, kaj je od koga. Ne? Ja, pa konstantno je prihajalo do tega, češ, da jaz mislim, to je naša pravica, ampak vi ste nam za vedno premalo denarja to odkupili, zdaj pa tržite. Zmeraj je bilo tako. In ker je dobro, recimo smo videli primere, Poljska, Španija, ne, smo se sprašali, zakaj oni nimajo konfliktov med sabo. Ker to je bila ena taka točka konflikta v vsaki produkciji, ne, ko se je prišel avtor pogovarjati za to, a zdaj bo producent, ker v zakonu staram je pisalo, da je obstaja avtomatičen prenos, ne, se pravi presumpcija prenosa, je tak pravni termin, ne, se pravi predvidevanje prenosa. Ima logiko v zadnje, ne, ker brez tega prenosa hitro se je dogajalo, da so filmi ratali mrtvi, zato ker ni prišel do prenosa, se producent pa avtor nista mogla zmeniti in producent, ki je dobil denar in je odgovarjal za denar, ni mogel s delom sploh nič narediti, ker nima vseh pravic. In se je v 90-ih v bistvu uveljavila ta neka presumpcija prenosa, da če pogodbe ni, ali pa če ali zakon določa, da je prenos pravic na producenta, zato da lahko delo živi. Ne? Zdaj pa, kako se pa pol denarno, je bilo pa večinoma urejeno v kolektivnem upravljanju ali pa pač direktno z poplačilom. Ne? Zdaj po vprašanju je pa se zgodil tista konflikt, ki je bil velik, ne? Je pa ta, ker je zakon dopuščal, da pa se producent pa avtor dogovorita, da si delita to, ne, se pravi kolektivno pravico. Ne. In mi smo v bistvu, preden se je zakon sprejel, pa ker ni bilo neke volje, je nastal nek dogovor, da se ta deli 50-50 med producenta in avtorja, kar je bil nek kompromis in je v bistvu skupnost prišla do tega, ne, izven zakonskega, ali pa pač to, kar je zakon dopuščal, da obstaja dogovor. Ampak ni pa vedno, ne. Recimo v primeru največjih producentov, kot je Radiotelevizija Slovenija, ki je imela zelo pač rigorozno konzervativno politiko glede avtorskih pravic, se avtor, kljub temu, da je pogodba dogovor dveh, ni mogel nikoli dogovoriti, da bi zadržal en del te pravice iz kolektivnega upravljanja. Ne. In nov zakon naredi to distinkcijo, da reče, ne, avtorji ste posebej, filmski producenti ste posebej, izvajalci ste posebej, vsak ima svojo pravico do nadomestila, ne, prenosov ni, ne, in mora obstajati organizacija, pa ne, nadomestilo iz vsake rabe, kjer ni ta raba urejena individualno. Individualno pa pomeni, da se medva lahko dogovoriva. Ne. In kjer ima to smisel, da se ima to smisel. Dajmo ta kolektivno definirati, ne, ker smo upeljali ta pojem, dajmo ga razložiti, ker pač delamo. Okay. Mogoče danes, ker sem jaz govoril. Ker si začel, ne, že. Ne, v bistvu tukaj stvar ni tako zahtevna za razumevanje, kot se morda zdi na prvi pogled. Ne. Tu gre v bistvu predvsem za tiste oblike rabe, AV del, kot se temu reče uradno, ne, kamor spada vse od filmske do TV produkcije, kjer bi bilo ekstremno zakomplicirano izvajati individualni dogovor med lastnikom pravic in tistim, ki pač delo uporablja. Ne. Se pravi, če bi ti recimo pri kabelskem operaterju poskušal individualno kot avtor priti do svojih pravic, bi bil to en skrajno zahteven, nepregleden in verjetno tudi potraten finančno in časovno postopek. Ne. Zato obstajajo kolektivne organizacije, ki imajo domač povedano licenco strani države, da to lahko urejajo, na drugi strani imajo dogovore z uporabniki in pač po nekem avtomatizmu in z neko tako imenovano tarifo se stvar uporablja za vse namene. Se pravi, recimo kabelski operaterji vsak mesec plačajo določen znesek na priključek in kolektivna organizacija potem po jasno določenih transparentnih pravilih to potem deli med vse tiste, katerih dela so se predvajala v tistem časovnem obdobju, to je pa 1 leto. Seveda pride tudi do velikih distinkcij, ne, da nekdo dobi 1 evro ali pa 50 centov, nekdo pa 20.000 ali pa 50 ali pa x, vse ni bistveno, ampak sistem obstaja in je na nek način transparenten in ekonomičen.
če bi ti moral recimo zdaj najprej sploh ugotavljati, katera televizija je predvajala tvoje filme v tistem časovnem obdobju, pa kdaj. In katere kabelske televizije, kabelske operaterji sploh imajo to televizijo v svojem programu in kdo ima to naročen in tako, to je totalno neekonomično. Ker bi šel po 10 centov, recimo, da si upravičen do 10 evrov, postopek te bi pa stal pa 10 000 evrov, je popolnoma ekonomsko neupravičeno. In zaradi tega se je kolektivno upravljanje sploh pojavilo, ker je za posameznika ekonomsko to neučinkovito, ekstremno neučinkovito, če pa se uveljavlja preko kolektivnega, ne, pa dejansko prideš tudi do svojih nadomestil. Ne. Po drugi strani pa individualno pomeni to, da recimo jaz kot filmski producent imam pravico, da bodi si sam ali pa prek svojega zastopnika, distributerja ponudim neki televiziji film, se z njo dogovorim za pač predvajanje, za licenčnino in pač to izpeljemo s tem, da pač mi njim predamo master, ki ga oni predvajajo, oni nam po pogodbi plačajo račun, ki je stavljen. Enako za kinematograf, kjer so stvari pač tudi jasno opredeljene in to ne predstavlja nekega dela, ki bi bilo, postopka, ki bi bil časovno in finančno nepregleden in potraten. Jaz bi te uporabil si izraz uporabnik. Zdaj jaz, ker imam to računalniško ozadje, ne, v računalništvu je uporabnik človek, Janez ali pa Micka, ki tam nekaj klikne. Ne. V tem primeru je uporabnik v bistvu ki transportira. Temu rečejo tako popularno last window out. Ne, se pravi, zadnji oken pred tistim, ki ga ti misliš. Ker gledalec doma, ne, je uporabnik od kabelskega operaterja. Kabelski operater je pa uporabnik od broadcasterja, od televizije. Ne, se pravi, televizija vidi kabelskega operaterja, kamor proda svoj program v nek nov, v nov produkt, ker ravno tukaj gre za tisto, na čemer je utemeljena kabelska retransmisija. Se pravi, na začetku smo jaz, avtor, igralec, pa Dane, delamo film, se pravi producent, in se dogovorimo med sabo o razmerjih. Ne? In mi se z Danetom individualno, se pravi na individualni ravni, dogovorimo, kako naše pravice bojo. Zdaj, od tukaj naprej lahko producent se individualno dogovori z distributerjem, ki je recimo televizija, ne? Televizija kupi delo, ampak zdaj že pri televiziji se igralec pa avtor nista nič več dogovarjala. In za nas, kadar televizija oddaja tako imenovan free to air, se pravi, ko ne gre v kabel, ko so oni tisti, ki imajo gledalce za uporabnika, so oni last window out in tukaj pride ta tako imenovana broadcasterska pa televizijska pač primarnega oddajanja. Ne? In zdaj, ko pa televizija svoj program proda v kabel in nastane recimo nov produkt, ki ima dodano vrednost, iz te dodane vrednosti kabelski operaterji, ker naenkrat nastanejo in producenti, je pa osnovna televizija, v bistvu je njen uporabnik kabelski operater, ampak to sta že dve podjetji, zdaj, ki ima ta individualni dogovor, ampak producent, igralec pa avtor pa niso se nič dogovarjali s kabelskim operaterjem. Zato pride do upravičenja do kabelske retransmisije. Ne? Ok. Kaj bi nekaj, jaz ko pisatelj mi včasih kdo reče, jaz sem včeraj kupil tvojo knjigo, recimo za 20 evrov, in jaz vidim, da ima on občutek, da je on meni izročil 20 evrov. Ja, se pri filmu je tako. Pri filmu, mislim, če kup kinokarto, ima občutek, da je to dal avtorjem. Ja. Ali pa celo samo igralcev. Ali pa samo igralcev, ja. Ker igralci se zato, zakaj oni so obraz našega podjema. Dobro, pa koliko pa gre v procentu od kinokarte? A mogoče veste, če ne, preskočimo to. Ko pa jeste? Mislim, to je zdaj zelo težko natančno definirati, za koga gre koliko, ampak če tako poskušamo zelo na približno, od kinostopnice 60% zadrži prikazovalec, 40% je potem delež distributerja, producenta, tu se potem ponovadi odbijajo še kakšni stroški promocije in v ta znesek, v teh 40% so všteti tudi vsa morebitna upravičenja, avtorska, izvajalska, se pravi tantiemi, royalties, kot pravijo kolegi na Zahodu. Prav, če si ti z avtorjem ali z izvajalcem, igralcem dogovorjen, da on iz distribucije dobi še nek bonus, neko nagrado, v nekem odstotku,
Potem to je iz to producentskega deleža. vse znotraj tega producentskega deleža, ki pač je 40% od kinostopnice. To je trenutno razmerje, približno čez palc. Ampak ki velja že zelo dolgo časa. Seveda producenti in distributerji ne participirajo pri nobenem drugem prihodku, ki ga ustvarja kinematograf. Ne. Tako da v bistvu vse tiste bonuse, ki jih ti lahko ponudiš svojim kinoobiskovalcem v kinematografu. So 100% prihodek. Ne. Ja. Zato recimo obstaja, te modeli so tudi po Evropi malo različni, ne. Ampak ta model v Sloveniji dejansko traja zdaj že 35 let je tak. To je že sistem iz bivše države, ki nekako... Ampak recimo zadnji sem slišal v Estoniji, ne. V Estoniji je model, da v prvih 3 tednih si delita prihodek samo distributer in producent. Ker je incentiv, ne, se pravi spodbuda v zadej, ne, gre za 2 vzpodbude. Da ima ta producent in distributer v tej prvi fazi enormen interes po promociji in ogromno vložitev v promocijo, ker je, da bi v prvih 3 tednih naredila čim več gledalcev. Kar iz pač te teorije vemo, da je tisto, kar narediš v tem prvih 3 tednih, je v bistvu tisti val, ki pa nosi film naprej, kar se tiče te neke klasične kinodistribucije. Po 3 tednih gre pa v bistvu na nek drug model, ne, kjer pa pride noter zraven prikazovalec, mislim, da celo je zelo drastičen, nek tak 70-30, še bolj kot pri nas. In uvaja v bistvu incentiv spet, spodbudo za unga, ki prikazuje, da čim dlje ohrani ta film, ki je naredil val v distribuciji. In s tem v bistvu so šli z sistemom v smer, da v bistvu vse udeležene spodbujajo k participaciji se pravi, da so čim bolj aktivno udeleženi v tem distribucijskem, ne, času. Ker hitro se zgodi, da kdo izgubi interes, ne, zaradi raznih razlogov. In odneha, noče, umakne film. In to je recimo model, Estonci so ga na nek način pogruntali za sebe, da jim funkcionira. In vidim tudi druge po Evropi, vsi razmišljajo, kako bi vse udeležene probali čim bolj spodbuditi, da filmi dosežejo čim boljše rezultate, ker je to dobro za vse. Gremo počasi proti AIPI, tej kolektivni organizaciji. Osnovne pojme smo definirali, jaz upam, da smo, če smo to pozabil, prosim. Povejta, gremo počasi proti AIPI, se pravi, glasbeno področje ste rekla, mislim, kaj ste rekel, je bilo urejeno takrat, ko si ti začel, filmsko, audio, vizualno pa ne. No in? Ja, glasbeno področje je dejansko urejeno več kot 200 let, ne. Ok, to je res, ja. In ta tradicija tudi daje v bistvu zelo tako centralno pozicijo avtorjem glasbe in besedil na glasbi, v bistvu eno tako dost centralno pozicijo, kar se tiče avtorskih pravic. In zdaj se mi ta nek argument ali pa ta neka debata, ki se vrti okrog tega je, da bi morali v bistvu, ker so oni v bistvu najbolj razviti, vse ostale čim bolj približati tem standardom, ki so jih glasbeniki skozi 200 leti ali pa več že dosegali. Ne? In da se bi mogli za vse te neke kreativne industrije v bistvu uveljaviti podobni standardi s podobnimi principi. Ne? V tem smislu smo tukaj mi, ne, kot audiovizualna, pa so še recimo likovniki, oziroma temu reče visual arts, ne. Mi smo AV, oni so pa VA, ne. In oni se tudi zdaj vzpostavljajo, oni so še mlajši, kot smo mi, ne, v smislu organiziranja, tako da. No ja, pa obstajajo literarne. Ja, literarne, publisherji, ne. Založniki. Je pa dejstvo, da so glasbeniki bili glasba ima najdaljšo tradicijo, ne. Ampak zdaj, če se gremo v to tisočletje in v Slovenijo. Se pravi, 2000 pa nekaj in pojavlja se ta ideja, da se je treba nekaj zorganizirati. A ne? A lahko, jaz zdaj ne vem, mislim, Dane, ti si bil prej zraven, predvidevam, že po letih. A ne? Ja, pa niti ne tako dosti prej. No. Jaz sem sicer to opazoval, so eni starejši kolegi začeli se angažirati na tem področju že dejansko kmalu po prelomu stoletja. In takrat smo, v bistvu to je bil čas, v katerem je v Sloveniji
bila dodeljena tako imenovana začasno dovoljenje, začasna licenca. Od države. Od države, seveda, ki pač to dodeljuje. V Sloveniji je organizacija, ki to počne, Urad za intelektualno lastnino, ki je začasno leta 1999 ja. podelila začasno dovoljenje glasbeni kolektivni organizaciji SAZAS, ki naj bi, ali pa ki je v tistem obdobju slabih 11 let zastopala pač tudi to področje. Ne. Nekje vzporedno s tem so se začeli neke ideje, da bi se to področje organiziralo samostojno, vendar brez nekega pravnega in finančne pomoči ni šlo. Ne. In zelo dolg časa je pač obstajal ta status quo, v katerem kolegi iz glasbene kolektivke začasno upravljajo to področje, a na način, ki ni ravno šel v prid ustvarjalcev in producentov z audiovizualnega področja, pač ker je bil zelo generičen, ker oni so svoje pobrali, večino sredstev poslali v tujino, organizaciji, ki je zastopala tuje avtorje, nekaj denarja sicer zadržalo v Sloveniji za kasnejše morebitne zahteve ali pritožbe. Dejansko se pa ni nič naredilo na tem, da bi se področje samo res zgradilo in da bi postalo, recimo, samoobstojno, samozadostno in da bi lahko v nekem doglednem času bila organizirana res neka kolektivna organizacija. Vzporedno so pač ti zametki AIPE postali vedno bolj resni in leta 2010 prej organizacija sama je bila prej ustanovljena. 2006 je organizacija ustanovljena, ampak dejansko to je ta prvi resen poskus. Ampak tako kot prav dane, 2009 oziroma 2010 zgubi, oziroma država odvzame. Je pač poteklo to začasno dovoljenje, oziroma ni bilo več v veljavi in AIPA je potem oktobra tega leta, zato je leta 115-letnica, dobila pač to dovoljenje za upravljanje s temi pravicami, ki je pač v tistem prvem delu bilo vezano samo na kabelsko retransmisijo in na seveda participacijo iz praznih nosilcev, ki pa so seveda posebna zgodba, ne, ki so pač ravno zato, ker je področje, ki ga pokrivajo, mnogo širše od področja ene kolektivne organizacije in so to pač nadomestilo upravičeni imetniki pravic iz vsaj 5 kolektivnih organizacij. Bilo dolgo časa kamen spotike in pač ni bilo najboljše organizirano, dokler se ni država odločila, urad nekako predlagal, da bi se za to področje ustanovila posebna kolektivna organizacija, ki samo zbira sredstva, potem jih pa v nekih določenih odstotkih, ki nekako približno pokrivajo rabo teh praznih nosilcev za posamezno področje, deli kolektivnim organizacijam, ki pokrivajo tisto področje. In tako da AIPA dobi, 47% tega zbranega denarja za AV področje in ga potem deli imetnikom pravice, pravi soavtorjem, filmskim producentom in izvajalcem. SAZAS dobi za glasbene avtorje, IPF, ki je druga glasbena kolektivna organizacija, dobi za izvajalce in producente fonogramov, se pravi za glasbene producente, ZAMP za literarne ustvarjalce in koga sem še pozabil. Neobstoječa VA organizacija. Ja. In SAZOR še. SAZOR dobi za publisherje, pa pol je pa še organizacija, ki ne obstaja in se hrani denar za fotografe in likovnike, nekih par odstotkov. V glavnem vsaka od teh organizacij kolektivnih, ki obstaja, dobi od te kolektivke, ki zbira sredstva pridobljene iz praznih nosilcev in v Sloveniji sploh ni malo, ker med prazne nosilce spada vse od računalniških hard diskov do telefonov pametnih, do avtomobilov. Ja, oblakov, konec koncev. Ne. In zdaj naslednji korak so oblaki. Ne? Ja, naslednji korak so oblaki, ne. Ker konec koncev ti danes ne rabiš imeti fizičnega diska, zato da imaš spravljene lahko gigabajte in terabajte vsebin na oblaku, ki je isto prazen nosilc. Tako da to je v bistvu ena taka, jaz mislim, da v Sloveniji imamo, če pustimo na stran te neke medsebojne nesporazume, frakcijske boje, imamo precej progresivno in zelo pametno urejeno to področje kolektivnega upravljanja v celoti. Ne. Zdaj, jaz nekaj čisto recimo, ampak jaz, kot ste rekla, ne, se to vedenje o teh pravicah se je vsem, ko ga to razširilo med filmarji. Kaj pa video podcast? Kaj pa recimo to, kar zdaj delamo? Če nekdo dela video podcaste, a on sod pod to ali ne?
nekaj omejitev je, prvo je vprašanje, kaj je audiovizualno delo. Ja. Okay, ja. To je prvo vprašanje in naprej od tega vprašanja je, kaj je audiovizualno delo, ki ima pravico do nadomestila. In potem je naslednje vprašanje je, ker se denar generira iz rabe, kar smo že rekli, last window out, je vprašanje, kje se to delo predvaja. Ok, zdaj smo 3 korake rekla. In če rečemo, kaj je audiovizualno delo? V teoriji, jaz televizijo predavam, je praktično audiovizualno delo vse, kar je gibljiva slika z ali brez zvoka, oziroma ker tišina je tudi zvok, oziroma z zvokom, zato se reče audiovizualno. Ker me pa kdo reče, kaj pa čisto sam video strani, je audiovizualno delo. Ampak obstajajo neki izključevalni momenti, ki dela naredijo, da so to audiovizualne dela, ki nimajo pravice do nadomestila. Se pravi, tukaj spadajo vse to, kar sva rekla, se pravi video strani, vse, kar je generično in nima umetniške vrednosti. Se pravi, video strani neke pač obvestila, kakorkoli, samo nek kader, ki kaže mesto, recimo pač varnostna kamera, to ni. Ali pa kamin. Čeprav v učbeniku piše, da je to prvi primer tako imenovanega, se pravi, slow TV-ja. To je res, se pravi, tako da v teoriji je... Za ta kamin bi res lahko izjemno naredil, ampak dobro. Se pravi, obstajajo te. Potem pa obstajajo še tiste, ki jih tretira naš zakon kot lastno oddajanje. Ker obstaja neka taka, lastno oddajanje. Lastno oddajanje pa pomeni, kadar gre v primerih, kadar je televizija hkrati broadcaster, se pravi tisti, ki oddaja, kadar je radiodifuzna organizacija in producent v isti pravni osebi. Takrat tista AV dela nimajo pravice do nadomestila iz kolektivnega upravljanja. Obstajajo pa individualno, se lahko individualno o teh pogovarjajo. Zato so vse novice, posebej, se pravi, cel news program, informativni program se posebej obravnava. Tudi te neki pogovori, kot mi zdaj delamo, se načeloma tretirajo kot informativni program, ker gre za pogovarjanje, ker je v bistvu informativno. Potem imamo pa tukaj naslednji prostor, so športne oddaje, ker se čist posebej licence urejajo za te športne oddaje. Načeloma je vprašanje tudi po Evropi, vse, za kar plačaš, da se predvaja, nima nadomestila. Tukaj imamo mi en tak poseben primer v Sloveniji, da iz reklamnih oglasov vseeno obstajajo nadomestila, ki se kolektivno upravljajo. Tako da v tem primeru mi imamo malo drugače urejen, kak je druge, in se oglasi v bistvu ponavadi upravljajo čist posebej z agencijskim pristopom, glavno, kakorkoli. Obstaja nek cel spekter del, ki nimajo nadomestil. Za podcaste recimo, vprašanje je, kje je meja med tem, da je to pogovorna oddaja ali pa podcast. Danes te razlike v resnici ni več. Video podcast pa pogovorna oddaja nimata več, je distinkcija zelo, zelo, zelo težka, je zamegljena ta meja. In vprašanje se potem preseli na to tretjo točko, kje je to predvajano. Če smo mi zdaj predvajani na Radioteleviziji Slovenija ob 9. zvečer, ratamo televizijska oddaja, in smo pol tretirani kot kolektivno. Smo pod kolektivno upravljanje, ampak smo v nekem zelo najnižjem kategoriji nekega ustvarjalnega tega doprinosa, zato smo tudi ocenjeni malo nižji, pa tako. Potem, kar zdaj rekel, lahko samo ustanemo pa gledamo. V bistvu je to le brez veze. Ok, nazaj kaj. Lahko bi ta čas porabil za pisanje kakšnega scenarija, Recimo, ki ne to višji rang. Ampak dejstvo pa je, da itak, da je logično in da vse države imajo tako narejene, da tisto, kar je kulturno najbolj vredno, se pravi igrane in dokumentarne celovečerne forme, ki jih je tudi najtežje sproducirati, tudi največ denarja rabijo. Imajo najvišjo vrednost v tem smislu, ko se to
po nekih pravilih, ki se jih določne, da se to obravnava kot tisto, k čemur stremimo. Ne. Ja, ker formalno obstaja neko naziranje, da je sekunda. Ne. Ampak v resnici ni to tako, no, ker sekunda tega, kar mi zdaj tukaj počnemo, pa sekunda enega zahtevnega celovečernega filma, imate zelo različne teze. Ja. To gledanje, zdaj pa jaz to skočim, to gledanje je to gledanje ala Mark Zuckerberg pa te tipi, ker govorijo o kontentu in jih briga, kaj je to. Ker izhajajo iz koncepta copyrighta, da imajo pravico do kopiranja. Mi pa izhajamo iz pravice do avtorske pravice. To je ta bistvena distinkcija, ki je na eni strani in drugi strani Atlantika. Content, ta beseda content. Ok, Dane, nazaj k IP-ji in ustanavljanju IP in ta prva leta. Meni je fascinantno, se mi zdi zelo tako neslovensko, rekel, da gre za organizacijo 3 različnih področji. To je res, ja. Ko se niste skregali, no, to je moje vprašanje. Jaz mislim, da je bila v bistvu AIPA en tak prvi primer, definitivno je bila prvi primer, kjer so 3 skupine imetnikov pravic, ki so si popolnoma različne stopile skupaj, naredile organizacijo, verjetno ali pa zagotovo je bil del tega tudi to vedenje, da vsak posamezno tega ne bi mogel speljati, ker je stroškovno to skrajno težko izvesti. Je pa res to, da v tujini takih tako imenovanih skupnih kolektivnih organizacij, oziroma joint collective society, ni veliko. Ker se izhaja, točno to, kot si sam povedal, iz prepričanja, iz predvidevanja, da imajo vsaka skupina malo drugačne cilje ali pa neke druge prioritete. Mi smo ugotovili, da na takem majhnem trgu, kot je Slovenija, voditi na tako organizacijo ne samo, da ni finančno vzdržno, ampak da je popolnoma se ne splača v nobenem primeru. Sploh na začetku, ko je AIPA v bistvu imela zelo malo pravic. In po drugi strani pa mislim, da je ravno to, da smo naredili eno organizacijo, ki zastopa 3 zelo različne vrste imetnikov pravic, da smo se nekako navadili sodelovati na nek način, na katerega prej nismo sodelovali. Mislim, da je imela to en tak tudi zelo velik pozitiven efekt na kasnejšo organizacijo ali ustanovitev zveze Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki pač ravno tako kot neka umbrella, nek dežnik, krovna organizacija združuje različna društva, se pravi od režiserjev, producentov, snemalcev, igralcev, avtorjev, v glavnem vseh različnih, kjer smo se tudi navadili, da v bistvu moramo ta svoj ego potisniti stran, zato da neko skupno dobro uspemo speljati naprej. In da smo skupaj močni in da nas skupaj ne more prekucati, ker seveda ta dividend impera v bolj sofisticirani ali pa zelo primitivni obliki vse povsod strani politike je najlažja stvar. Pravi, jaz se pogovarjam s tabo, pa tebe našuntam na unga, z unim pa unga našuntam na tebe in je to najlažje. Mi smo bili pa skupaj. In začeli se je pa dejansko z kolektivno organizacijo, kjer smo pač ugotovili, da moramo biti skupaj, če hočemo sploh obstati. In da smo skupaj lahko učinkoviti, zato ker tiste stroške, ki jih bi imel tako kot eden, zdaj delimo na 3 kose. In tudi seveda gradimo organizacijo, gradimo neko tehnično podporo, ker AIPA je v teh 15 letih naredila en tak velik preskok in prišla iz zelo majhne organizacije v eno podjetje, ki pač tehnološko in vse skupaj dela samo. In je v bistvu zato nadzor nad temi stvarmi in transparentnost vsega res na najvišji možni ravni. Zdaj, mogoče spet čiste osnove. Se pravi, tukaj imamo državo, ki sprejme pač neke zakone. In tukaj je že prvi element lobiranja. Predvidevam, da pač oni, ki bi mogli plačevati, bodo lobirali, denar plačevali, pa da bodo čim manj plačevali. Ok, in potem država da to dovoljenje določenim organizacijam, da pobirajo ta denar za to kolektivno. Tukaj obstaja filozofija vzad, to, kar si začel, zmerjanje interesov je zmeri velik. Ampak obstaja, držimo v specifični državi, ki je v specifični skupnosti držav. In politika, po moje, mora zmeri se nazaj vračati na svoje prve principe. In Evropska unija, Schuman je, ko se je ustanavljala, rekel, Evropska unija ima 3 glavne principe.
da bi obstala. In sicer kulturno raznolikost, trajnost, pa lokalnost. Ne? Se pravi, da se razvijajo lokalni trgi, lokalne skupnosti, da se Evropa čim bolj razvije lokalno, ne da se centralizira v eno. Se pravi, te 3 principe je Schuman na začetku rekel za Evropsko unijo. Se pravi, mi, ko se sprašujemo o naših političnih odločitvah, se moramo vračati k tem prvim principom. In ko rečeš, ko pogledaš katerokoli področje gospodarsko, rečeš, to gospodarsko področje, recimo avtomobilska industrija v Sloveniji jo vrača. Ima podjetja tukaj, se ne samo avti, ki so narejeni na Kitajskem, Nemčiji ali pa v Ameriki, prodajajo tukaj, v Sloveniji pa nimamo svoje lastne avtomobilske industrije. V avtomobilski industriji imamo podjetja, ki delajo ali dele ali cele avte, gradijo skupnosti, Novo mesto, velik del Novega mesta je Revoz, ki dela nov Twingo, in krepi slovensko slovensko avtomobilsko industrijo. In zdaj, zakaj? Ker princip lokalnega, princip razvoja lokalnega znanja, lokalnih delovnih mest, to je princip. In zdaj, ko pa pridemo do audiovizualnega področja, je pa problem, ko imamo recimo podjetja, ki na našem področju samo izkoriščajo naš teritorij, vračajo pa nič tle, ker niso od tukaj. Ali pa so multinacionalke. In to ne govorim specifično za Slovenijo, to je povsod ta princip. In ideja je, in zato je to zapisano bilo v direktivah, da mora biti pravično in proporcionalno nadomestilo, da mora biti, nekaj se mora vračati. Temu so, kar v Bruslju rekli, da je korekcija korporativnega upravljanja. Se pravi, da vsak, ki na nekem teritoriju dela prihodek, mora nekaj vrniti v to lokalno skupnost. In to sledi temu. In potem, ko mi rečemo, ko se to vrača v lokalno skupnost, ne moramo zdaj za ta denar ameriške filme delati, ali pa nemške, ali pa turške, kakorkoli. Je treba delati, da krepimo kulturno raznolikost in mi smo edini, ki lahko krepimo slovenski jezik pa slovensko kulturo. Se pravi, morajo ta denar krepiti slovensko kulturo in slovenski jezik. Zato delamo dela v slovenščini, ali pa tudi v dokumentarnem svetu je lahko tudi nekaj, kar je za Slovence pomembno ali pa interesantno, ali pa kjer ima Slovenija interes. Ker pri dokumentarizmu je malo vsem svet širši. Razumem, prepričal si. Ampak vse uporabniki se pravi, te, ki bi mogli početi, se upirajo pa... Ampak razumejo ta argument. Ok, super. Večinoma razumejo ta argument. Ja. In zdaj, se pravi, država da to dovoljenje neki organizaciji in naslednji korak je organizacija kontaktira te uporabnike, ki morajo plačevati in začnejo se kaj pogajanja. Pogajanja, vse to zveni mogoče tako zelo metafizično, ampak stvar v bistvu je relativno enostavna. Vzamejo se neka izhodišča, ki so na trgu primerjalno z drugimi področji, kjer so stvari že urejene in se pač v dogovoru z uporabniki. Nekako proba priti do nekega zneska, ki bi bil korekten za obe strani in bi pač predstavljal neko pravično nadomestilo za uporabo teh del v tej rabi, za katero je dodano dovoljenje. Tako da AIPA je takrat na osnovi vsega tega z kabelskimi operaterji dogovorila neka izhodišča, ki so bila relativno korektna, se mi zdi. Ja, tudi postopna, ne? Tudi postopna in pač se je prišlo do nekega zneska, ki se zdaj vsako leto usklajuje z rastjo inflacije. Edino leta 2022 se je s to delitvijo pravic na vse 3 skupine stvar korigirala v toliko, da se je pač obstoječe nadomestilo razdelilo med soavtorje in producente po principu 50-50 za izvajalce, ki so pa pač pridobili novo pravico na osnovi Pekinške konvencije in vsega tega. In to je bil tudi razlog, da se je pač ta avtorski zakon v Sloveniji moral posodobiti. In ko se je ravno posodabljal, smo izkoristili še to možnost in prepričali zakonodajalca, da je pač še tukaj korigiral področje in presumpcijo izvzel in da vsaki skupini svojo pravico. No, za izvajalce se pa je dodalo 20%, se mi zdi, na tisti znesek.
Tako da zdaj imamo te stvari urejene in mislim, da so urejene korektno in tudi z uporabniki kot partnerji ni težav, ne, v bistvu ne v smislu dogovarjanja, plačevanja, vsega tega. Mislim, da kar se tega tiče, ima pa zelo tako relativno enostavno. Pa konstruktivne odnose. Ja. Tukaj je tudi na drugi strani. Ne? Ja. Če se postavim jaz v pozicijo recimo kabelskega operaterja, kaj si želim? Želim si, da ne delujem nezakonito. Pri avtorskih pravicah si zmeri malo na tankem ledu. Ja. Kaj imaš, pa kaj nimaš, pa kaj lahko. In kaj hočem jaz, kot recimo, če bi jaz vodil kabelsko podjetje, bi rekel, hočem iti na eno mesto, kjer bom to enkrat plačal in imam to rešeno. In da tam uredim vse pravice. Se s tem nočem ukvarjati. In se s tem nočem več ukvarjati. In točno vem, kdo je moj s katerim partnerjem poslovnim to delam, z njim se pogovarjam, če mi kaj ni všeč, se pri njemu pritožim, se z njim dogovorim na novo pogodbo, kakorkoli. Če pa se in zato je kabelskemu operaterju v resnici, zdaj smo kabelskega operaterja, ampak uporabnikov je pri različnih pravicah, so različni, ne, v končni fazi se lahko to v knjižnicah pogovarjamo, ali pa ne vem kom, ne, ali pa VOD platformah. Se pravi, tisti, ki na koncu, ne, on hoče iti na eno mesto in da ima vse pravice tam, ne, po možnosti za vse skupine, ne, in so stvari jasne, transparentne in da ni komplikacij. Ne, ker veliko slišimo, da je monopol slab. V resnici uporabniki hočejo monopol, ampak monopol v smislu, da ena organizacija upravlja eno pravico in da pač ena organizacija upravlja en sklop pravic. Ne. Se pravi, to je v bistvu za drugo stran je to zelo pozitivno, ker imamo primere, recimo Turčija, ne, kjer ni monopola, ne, imamo več kot 250 organizacij za igralce, recimo. Ne? In pa praktično samo so sam stroški. Če pa se vsak igralec upiše, se mora 250 organizacij? Ne, v eno od 250 se moraš upisati. In zdaj potem ona dokazuje napram, in zdaj ti kot kabelski operater dobiš 250 računov. Zakaj bih to hotel? Ne, v Ukrajini pred vojno je bil je tam model, kjer ni bilo monopola, model ni funkcioniral. Ni bilo obvezno kolektivno. Ja, in je bilo v bistvu so bile enoosebne praktično kolektivne organizacije in je samo stroški so bili s tem. Ja. Vsak svoja organizacija. Ja. Zato to za skupnost to definitivno ni dobro. Ne? Se pravi, a mogoče veste, koliko trenutno pravic pokriva? Ja, zdaj z zakonom leta 2022, ki je bil v resnici velik preskok, tako prav tak kvantni preskok v razumevanju in v obsegu, je tako, da za igralce, se pravi za izvajalce, mislim, da je 8 pravic, ki so vse kolektivno upravljane in na tem področju, predvsem po zaslugi Pekinške konvencije, h kateri je Slovenija pristopila, in to je v bistvu mednarodna ratificirana listina, ne, imajo slovenski igralci so šli od tega, da niso imeli praktično nič, da imajo praktično vse. Se pravi, tako, imajo nek civilizacijski standard, ki je bil dosežen v Zahodni Evropi ali pa v zahodnem svetu, igralci Slovenije imajo. Zdaj na vprašanje je naprej, kako se to izvaja in kakšni so pač naslednji koraki, ampak ta proces teče. Na drugi strani imajo filmski producenti, so dobili pravice, ki jih prej niso imeli, sploh niso obstajale, so bile samo prenesene, imajo celo svojo skupino pravic, od katerih so tiste, za katere je smotrno, da se kolektivno upravljajo, vse kolektivno upravljajo, za tiste, ki je pa smotrno, da se ne kolektivno, da se individualno, vse pa individualno. Mislim, da je 4 ali 5 pravic je vse kolektivno. Pač prazni nosilci, kabelska transmisija, dejanje na voljo javnosti, pa ne vem točno še kaj, ampak ja, producenti imamo najmanjši nabor pravic, ampak to izhaja iz tega dejansko, da mi lahko na veliko področjih stvari, ne lahko, pač na veliko področjih stvari rešujemo individualno, kot smo že prej povedali, do kinematografov, do televizij, do vseh teh ponudnikov vsebin, pač, ki predvajajo naša dela, mi lahko, zato ker imamo pravice od drugih dveh skupin, samostojno pač ponujemo vsebine. Ne? In to dejansko je tudi najbolj smotrno. Ne? No, pri avtorjih pa je ena težava, ne?
ki je bila umeščena v tem procesnem postopku v ta zadnji sekundi na odboru, oziroma je pač prišlo do spremembe, kjer nismo mogli več reagirati, čeprav je bilo nekako postavljeno, da tudi za avtorje bo tako kot za igralce, kar bi bilo smiselno. Se je pa zgodilo to, da je nabor istih 4-5 pravic, ki jih imajo producenti, se pravi kabelska retransmisija, prazni nosilci, VOD, se pravi tudi celotno dajanje na voljo javnosti, v smislu tudi to zamika časovnega pa teh, so prišli pod samostojno kolektivno upravljanje, ki pripada avtorjem, so pa pravice, kot je primarni broadcasting, se pravi primarna televizija, pa mislim, da še kino, pa dajanje na voljo javnosti, se pravi ta tako imenovana krčmarska pravica, se pravi za uporabo v restauracijah, v lokalih. Te so pa obstajajo, se kolektivno uveljavljajo, se pravi, se dejansko vse uveljavljajo kolektivno. Sam je bila vnešena presumpcija prenosa, taka, ki je bila včasih na kabelski retransmisiji. In ni bilo nekega dobrega razloga za to. In tudi to zdaj dela neko celo zmedo okrog tega. In tle je ta priložnost, kjer se ta naš slovenski zakon lahko še izboljša, ker v bistvu je ta zakonski predlog, ki je prišel v resnici iz državne strani, kot neke vrste pushback, ne morete vsega dobiti, ampak v bistvu v danes postavlja avtorje v ustavno neenakopraven položaj in je potencialno neustaven. Te tri člene, te tri pravice, ki imajo presumpcijo prenosa, so vprašljive. Kako so postavljene? Niso vprašljive, da obstajajo. Skratka, prostor za izboljšave. Prostor za izboljšave. Obstaja še prostori za izboljšave, veliko njih. Za nove verzije. Sam nekaj bi vprašal, pred danem mislim, da si ti omenil, da v tujino. Se pravi, se tuj film pri nas prikazuje in se pravi, AIPA nakaže tudi tujino potem denar. Tako je, ja. AIPA ima cel kup bilateralnih sporazumov, oziroma sporazumov z bolj med drugimi kolektivnimi organizacijami ali pa organizacijami, ki zastopajo imetnike pravic v tujini. In seveda, glede na poročilo vsako letno, pač se sredstva nakazujejo organizacijam, ki zastopajo tiste, bolj si avtorje ali pa producente ali pa izvajalce pač na te organizacije. In seveda po analogiji tudi slovenski imetniki pravic dobivajo zneske iz tujine. Dajmo, zdaj pa mogoče gremo zdaj smo se prav malo obdelali to preteklost, sedanjost, pa imamo malo proti prihodnosti, pejmo. Kaj pa, seveda, prvo ključno vprašanje je to, kjer največ ljudi, se mi zdi, konzumira audio, video, AV področje so streamerji, se pravi te Netflix, HBO, bla, 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 vse te pretočne platforme. Lepa slovenska beseda. Kako je zdaj z njimi? Oni kaj plačajo ali nič ne plačajo? Pravica je tam. Pravica je tudi v zakonu slovenskem. Problem je v tem, da se je z njimi, ker nimajo podjetij v Sloveniji, zelo težko pogajati. AIPA že nekaj časa, kot sem jaz vem, zelo aktivno dela na tem, da bo prišla do dogovora z tako imenovanimi streamerji, predvsem z YouTubeom, ki je največji, se pravi, na drugi strani pa predvsem vse VOD platforme, te velike, ki so tuje. To dela AIPA prek svojih partnerjev ali pa teh partnerskih večjih kolektivnih organizacij v drugih državah, ki pomagajo, ker je AIPA med drugim tudi zelo, zelo dobro umeščena v mednarodnem okolju, članica praktično vseh bistvenih mednarodnih združenj, kar se tiče kolektivnega upravljanja, od te evropske ravni do svetovne. Najmogoče ravno zato, ker zastopa tri skupine, je v bistvu še toliko močnejša in še bolj umrežena. Tako da v bistvu, kot pravi Klemen, skozi pač sodelovanje s partnerji poskuša navezati te stike
Ampak ni to nekaj, kar bi se mogli na Evropski uniji, na tej ravni rešiti. YouTube, Google. Dejstvo je, da bi se morali, to bi mogla pa komisija narediti, ampak ker je to področje tako, da se morajo organizacije, ki imajo licence, to same dogovoriti, je tukaj točno ta mreža mednarodnih organizacij, kot je recimo SAA, se pravi, to je Evropska organizacija kolektivnih organizacij na AV področju, združuje moči, si partnersko pomagajo, države kot so Francija, ki lahko samostojno, ker so dovolj, in njihove kolektivne organizacije, ki so dovolj močne, same dosegajo neke dogovore in imajo redne kontakte in potem se zdaj v bistvu vzad dogaja, da vse te mi, ki smo manjši, pa iščemo partnerje, ki imajo podoben nabor pravic, se pravi Španija, Poljska, to so naši največji strateški partnerji v smislu, ker se morajo na enak način pogovarjati, ker so tako imenovani joint society, tako je predane rekel, ker zastopajo več pravic. Dobro, ampak kje smo trenutno, recimo? Mislim, da smo zelo daleč v pogovorih. Aha, okay. Ja, mislim, da tukaj je napredek zelo velik, mislim, tako, kot sem jaz informiran, je pa to zelo kompliciran, dolgotrajen postopek in je treba reči, da predvsem pri teh velikih tehnoloških podjetjih interes na drugi strani ni zelo velik. Posebej ne dogovorci za Slovenijo, ki je neka taka. Mislim, stvar je zelo kompleksna in v bistvu že sam postopek je kompleksen, ker mi govorimo o spremembah avtorske zakonodaje iz leta 2022. To pomeni, da se je oktobra leta 2022 sprejel amandmiral obstoječi zakon, oziroma zakon o avtorskih in sorodnih pravicah in zakon o kolektivnem upravljanju z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Potem je kolektivna organizacija morala pri pristojnem uradu vložiti zahtevo za povečanje nabora pravic, dovoljenj. Potem ta postopek traja in potem urad, ne glede na to, da je delal relativno hitro, je za določene pravice izdal dovoljenje šele v konec leta 2023, začetku leta 2024. To traja in preden ti sploh imaš pravne podlage urejene, da v bistvu lahko pristopiš in začneš pogajanja s tako velikimi korporacijami, mine leto pa pol v trenutku. V Sloveniji je stvar lažje obvladljiva, ker obstaja Svet za avtorsko pravo, ki kot neke vrste rečemo sodišče, ali pa bolj medijacijski organ lahko posreduje in če neč drugega skrajša to obdobje na način, da določi začasno tarifo in v tem času potem da možnost imetnikom pravic, da pridobivajo neke prihodke, ker drugače bi moral čakati do konca postopka, v drugi strani pa seveda ni do tega, da pride hitro do nekega dogovora. Na mednarodnem nivoju tega sveta recimo ni in pač traja ta postopek in ta pogajanja relativno dolgo. Ampak jaz mislim, da ne glede na to, da je Slovenija res ekstremno majhna, tako rekoč v velikosti statistične napake za take korporacije in na drugi strani pa tega, da te postopke zelo dolgo časa trajajo, smo zelo daleč prišli že s tem. Tako da mislim, Slovenija ima nasploh eno boljših zakonodaj in bolje urejenih področji, kar se tiče kolektivnega upravljanja, še posebej na AV področju. Tako da je AIPA kot organizacija in Slovenija kot država neke vrste vzor vsaj recimo celotni srednji in jugovzhodni Evropi kot primer res odlično urejene organizacije in države, kar se tiče kolektivnega upravljanja in varovanja pravic. Ne vem, zdaj se zvedel, kot da sem dal nek bonus za to, da sem to povedal, ampak to je dejstvo. Treba povedati, seveda. To je dejstvo. Ja. Ne bi slabega občutka, ker se pohvališ. Prav je, da se pohvališ. Vem, pa nas se to doskrat pozablja in tudi glede na zbrane nadomestila je AIPA v svetovnem vrhu, v smislu... Ne po smislu, po nominalnem, ampak per capita smo pa zelo tam, med prvih 5. Zdaj pa vprašanje, ob katerem se jaz kot scenarist mirno smehljam, vaja bi pa mogli spraviti v zadrego. Umetna inteligenca. Jaz kot scenarist lahko opišem film in ga vržem v nek pač model, sora, in vam pride film, Ne scenarij, že kar film. Ja, pride film. Jaz tam opišem Marsovci se izkrcajo, bla, bla, bla. Sora 2, Ja. Za $20 na mesec. Za $20 na mesec pade vam film. In jaz sem pogledal nekaj teh filmov, Aha. in
Jaz mislim, so seveda te, rečemo, čist tehnične napake, ki jih pa po mojem nek človek, ki tam gleda na kanalu, ne bo opazil. Ali pa na mehnem. Ja, zaslončko, ne bo opazil. In ugotavljam, da scenariji so pa grozni, so pa res za nič. Generični je zelo. Ja. Slab input si dal. Ja, recimo. Ampak dobro, Dane, producent, kaj ti pomisliš ob tem? Opiše film in pa to vam pade. Ja, v bistvu je, mislim, jaz mogoče sem še old school ali pa sem previden vsaj zdaj v tej začetni fazi zelo in ne vem, in zagovarjam stališče recimo največjih sindikatov ameriških, ki dejansko poskušajo to zelo jasno prepovedati, zamejiti, onemogočiti, ker to ni več isto, ne? To ni pač kreacija, ki pač je pač človekova kreacija v tem nekem najožjem smislu te besede. In mislim, da je treba tukaj pač najti način, kako to redefinirati, oziroma kako to dejansko zelo jasno ločiti. Ne. Tega se seveda ne bo dalo ustaviti, to mislim, da je vsakmu jasno, ampak se da verjetno nekako definirati stvari. Ne. Konec koncev zadnjih 14 dni v Variety in drugih strokovnih časopisih beremo zelo veliko teh AI ustvarjenih igralcih. AI avatars. Ja, to je zdaj zelo nevarno področje, ne, za velike skupine naših kolegov in konec koncev tudi za nas. Ne. In mislim, da bo treba čim prej postaviti zelo jasna pravila in tukaj morajo biti velike države tiste, ki bojo pač to prevzele in zelo jasno zamejile, omejile, morda prepovedale na nek način ali pa v nekih kontekstih, ne, ali pa v nekih delih, ker pač to dejansko ni isto kot človeška kreacija. Ne. Pred par dnevi se je zgodilo nekaj, kar je na videz ne pomenilo, ampak mislim, da ne. Billboard, glasbena lestvica, country and western, country. Na prvem mestu so nekaj tisto, kar je vodilo, na prvem mestu ameriške lestvice in nekaj, kar se je izkazalo, da je AI generirano. Se pravi, ne. No, to. Ne, to je kar problem za glasbenike. To je heavy ratal, ne? Heavy je za producente, Ja. heavy je za režiserje. Absolutno. Jaz mislim, da bo zelo hitro prišlo do tega, saj za reklame že to prihaja, slišim. Je že tle, ja. Da z umetno inteligenco naredijo filmček in pa rečejo režiserju, zdaj pa ti posnem tazga, prosim. Ker glasbeniki so pri filmski glasbi že dobivali desetletja tako glasbo hočemo in so zavrteli nekaj. Ne? Odgovornost tega, kako bo to urejeno, je žal na največjih. Ne? Da je tle, kot sem prej rekel, da je ta razlika med Atlantski ocean, ne, na eni strani je tako, na drugi strani je drugače, pri nas je drugače kot v Ameriki, je pa vseeno, da njihov model dovoljuje, omogoča zelo močne sindikate. In Directors Guilds of America, Writers Guilds of America, vsi njihovi sindikati so ekstremno, so bogati in ekstremno močni. In tukaj je v resnici danes odgovornost na teh organizacijah s pomočjo Kanačanov, Francozov, Nemcev, ne vem, tudi Poljakov, pa še koga, ne, Argentina recimo je ekstremno močna, ne. Argentina ima eno tudi najboljših recimo zakonodaj v zvezi kolektivnega upravljanja, imajo eno največjih, najmočnejših organizacij iz kolektivnega upravljanja, ne. Se pravi, v svetu se bojo mogli pojaviti te glavni stebri, ki ščitijo recimo neko to tradicionalno ali pa ta nek klasičen film napram AI-ju. Zdaj pa kaj ščititi? Vprašanje je, zakaj je to problem? Ne, tle so ta vprašanja, zakaj je to problem? In mislim, da odgovori, zdaj spet treba ekstremno previden, ker je prihodnost hitra in se spreminja in je pač vsak dan je malo drugače, ampak eno vprašanje je, da ta meja, dokler je AI orodje ali pa integrirano orodje, ki podpira človeško kreativnost, ne, da v tem delu je to etično, ne, ko presega ta del, rata vprašljivo, po moje, recimo. Bomo videli, kaj bo čas pokazal. Zdaj pa vprašanje, kaj s tem delom, koga ogroža ta del, ki, kot ste rekel, v Sorov pišeš, pa pride film. In
Jaz recimo sem bil na enem okrogli mizi v Sarajevu, ko smo se o tem pogovarjali in tisto, kar se mi zdi, da je tam bilo izrečeno, pa je dosti točno, je, da bo v bistvu imel zelo velik vpliv na mid pa low level, ne, se pravi sredinsko dobre pa slabe audiovizualne izdelke in predvsem na tisto, kar se v audiovizualnem sektorju komercialno izrablja. Se pravi, učinek bo imel na ta entertainment del našega sektorja. Ne. Se pravi, jaz mislim, da bo manjši učinek ali pa manjši poseg bo imel v tako imenovani art house, ne, ali pa v recimo umetniški film, ali pa recimo evropski film, ali pa nek tak neameriški film nasploh. In tam sem jaz v tej debati rekel, ne, da bo na koncu bo prišli do tega, da bo pač vse generirano, vse, kar bo mainstream, pa kar bo entertainment, bo generirano z AI-jem. Vsi ostali bomo pa postali slovenski film. Ja. Ampak v dobrem smislu ne. Mislim, stvar je res dejansko na tem, da pač najmočnejši potegne črto. Ne? In v ZDA je, tako kot je Klemen rekel, res ogromno močnih in bogatih sindikatov, ki pač branijo pravice svojih članov. Ne? Tako kot jih konec koncev tudi brez milosti izobčijo, če člani prekršijo pravila, kar se je pokazalo zdaj v zadnjem scenarističnem štrajku, kjer so šli, po mojem mnenju, zelo v ekstremne situacije, ko niso sprejeli pojasnil svojih članov, ampak so jih merciless pač vrgli iz Writers Guild of America. Se pravi, imamo scenariste, režiserje in igralce, ki so zelo močni. Imamo pa drugi strani studije, ki so taktično zelo modro tiho, ne? Ker vedo, da njim umetna inteligenca blazno zmanjšuje stroške produkcije. Ne? In zaenkrat so tiho, oziroma če že morajo, nekako pritrjujejo mnenju partnerjev, sindikatov, ampak se ne izrekajo glede teh stvari. Sem pa prepričan, da znotraj teh njihovih organizmov ali pa saj samih studijev, recimo kot je kakšen Marvel, zagotovo potekajo vsaj velika testiranja, če ne karkoli drugega uporabe in zdrave ali pa prilagoditve umetne inteligence. Oni reče temu IP-u, na vse, kar so oni sproducirali. Imajo recimo tako imenovane te large language modele, se pravi velike jezikovne modele, ki jih delajo se pravi na svojem, ne, in jih potem. Mislim, vse se ti pojavljajo maili, se recimo, če kdorkoli v kakšni bazi, kakšnega festivala, marketa, se dobivaš maile od podjetij iz Ukrajine, recimo, ki ti ponujajo izdelavo jezikovnih verzij s pomočjo umetne inteligence z generiranim glasom, ki je identičen glasu originalnemu glasu. Ne. Mislim, to je dejansko scary. Mislim, da smo že tam, ker se dubbinga tiče, na glasovni to je že možno in to se že dela. Ker jaz to predvsem opažam tam, kjer je dubbing ekstremno nujen, ne, se pravi v otroškem filmu. Tudi v live actionu, se pravi v tako imenih igranih filmih. Recimo, tvoj film bi lahko bil mi smo sinhroniziran v nek tuj jezik z identičnimi glasovi. Zdaj recimo, moj film je sinhroniziran po starem, v češčino, zato ker če ti dobiš češko koprodukcijo in si otroški film, je to obvezno. Kar je super in to bi recimo lahko tudi pri nas naredili. Sploh v luči tega, da tehnologija, jaz sem bil v Malagi na eni okrogli mizi, na festivalu, kjer so Poljaki, nekako Ukrajinci, pa Poljaki, tam se to zelo razvija, so Poljaki pokazali in prikazali modele pač tega dubbinga, kjer je njihova tehnologija, se pravi, kot je Dan rekel, originalen glas, tak je bil, ne, v poljščini, ista melodija, sem zdaj v nemščini, francoščini, ne, to. In naslednji korak, da se tudi usta premikajo tako, ampak vse je generirano z umetno inteligenco. Zdaj, takrat tam je rekel, to je bilo leta 23, ne, na koncu leta 23 je rekel ta Poljak, tehnolog, je rekel, da audio je možen, zahteva enormne količine procesinga in energije, ampak je možen in tako, kot je zdaj, je najslabš, kar bo. Za to, da bo tudi slika adaptirana, ne, da bo govoril, rabijo 3 do 5 let, da bo sprejemljivo za
veliko platno. Ne? Ker se, kot si prej rekel, malo je nekaj narobe, pa večina ne opaz. Ne? Za veliko platno ne sme biti nič narobe, mora biti res perfektno. In tam se hitreje opaz, ne? Če si na telefonu, ti res ne vidiš tega. Vprašanje, ki se mu je postavilo njemu, je tisto, kar se tiče tega dubbinga in AI-ja, je, da večino patentov, ki jih patentirajo za te dubbing tule, za ta urodja, za sinhronizacijo, kupujejo velike tehnološke firme. Ker želijo, recimo YouTube želi, da bo nekje, se pravi, če smo zdaj v letu 23, 3 do 5 let, kar za nas pomeni 1 do 3 leta, ne, danes, se pravi, boš ti pritisnil gumb na YouTube in boš katerikoli klip iz katerekoli države gledal v domačem jeziku ali pa v kateremkoli drugem od teh, ki imajo velike modele. In slovenščina ima več kot enega, velik jezikovni model. Ker meta... Ja, sem hotel še reči. In tisto, kar, in se pravi, ta komercialni del bo vprašljiv, ta del z dubbingom jaz vidim kot orodje, in bo mogoče celo pomagal industriji. So igralci, ki pa živijo od dubbinga. Ja, to je bil pa tudi tisti prelomni moment štrajka igralcev v Ameriki, ko je 200 največjih ugotovilo, da se bo njihov mednarodni prihodek povečal za 20%, ki je tistih 20% nadomestil, ki so jih dobivali igralci, ki so sinhronizirali. In to je zlomilo, oziroma prekinilo stavko igralsko takrat. V 23. Zuckerbergova Meta, firma, je že lani ali predlani celo kupila, sicer bolj nekih influencerjev in tako, influencer je kupila stas in glas, ne vem koliko milijonov, se pravi, so snemali ure in ure, skenirali in imajo zdaj pravice do njihovega stasa in glasa. Stasa in glasa, ne. To bodo naredili, po mojem, tudi z nekimi igralci. Ne. Spravi, igralc bo lahko prodal in to je bo individualna pogodba. Sem že slišal to, ne? Okay, ja. To sem že slišal in sicer imaš, Humphrey Bogart Estate, ne? Mrtvi so sploh ko zdaj, ne? Humphrey Bogart Estate, ne? So že prišli, je Meta že prišla do njih, da bi kupili glas in stas Humphreyja Bogarta. Ja. In kaj se bo zgodilo, ko bojo prodali, ne? Da bo, zdaj, jaz rečem, Humphrey Bogart, pa recimo mlada, ne vem, Natalie Portman, boste igrala v filmu skupaj, kar bi v resničnem življenju bilo nemogoče, ne? Ja, ampak zdaj, to je individualna pogodba, če neki igralec proda svoj glas in stas, ne? Kaj bo predvsem estate prodajali? Ja, po moje, ja. Ampak kaj pa zdaj pa to pride na internet in te koščke, tega bodo ljudje lepijo levo in desno, to je pa kolektivno upravljeno, že delajo. Ja. Se pravi, tudi internet kot celota bi mogel pasti, nek davek. Ja, YouTube je, ne? YouTube je pod tako imen AVOD, ne? Ja. Oziroma SVOD, odvisno kakšen YouTube gledaš. Ne? Se pravi, z oglasi ali pa da si naročnik, ne? Se pravi, in YouTube že pada pod VOD, se pravi, v istem košu, kot je Netflix, pa ne vem, Apple TV, oziroma ti veliki, ki so Amazon, HBO. In zdaj, tisto, kar je bistveno tle, je vprašanje, kako se to, pri AI-ju, ne? Se pravi, kako se nadomestila pobirajo. Ja. Ker AI se je naučil na nečem. Se pravi, je uporabil nekaj, da je generiral nekaj. In zdaj tle je več idej, kako se to, in so tudi že, malo so neki zakonski nastavki, zakonski v to smer, kako se bo to kolektivno upravljalo. Ja. Dela še ful, ne, za kolektivne organizacije. Zdaj tako... Časa za tist, ko si rekel prej, ne, za širitev je še velik, ne, mislim prostora. Ja. Dane, ti si prej omenil, da se ti mudi, ne, da moram jaz na uro gledati. Tako da jaz bom zdaj šel, videl, kar nadaljujete še na 2 uri. Ne. A veš kaj, po mojem se njemu ne mudi nič, ampak jaz še nisem srečal producenta, ki se mu ne bi mudil, ne. Itak se mu mora muditi, po definiciji. Po definiciji, ne, definicija poklica. Ja. Tako da jaz ne vem, ampak še kdo kaj šlo zaključno besedo od vaju dveh zapojati. Jaz mislim, da smo itak šli, mislim, da nismo nič pozabili, da smo pa šli zdaj v eno zelo zanimivo temo, ki ti je lahko dober avtakt za kakšen naslednji pogovor. Ja. Glede na to, da pač to je seveda področje, ki ga bo treba tudi kolektivno upravljati, sam dejansko vprašanje koga in zakaj in kako, ne, mislim. Tako da je pa scary seveda malo slišati te stvari, ne, da ti lahko tukaj generiraš
nekoga, ki je že Humphrey nekaj Bogart časa preminul. In ti igra v filmu. Ne? Posnameš novi film z drugačnim koncem. In slabšim scenarijem. Boljši scenarij, ne boljšega scenarista. Mihajl bi ti rekel, da ti čestitam za prvo vdajo. Ne vem, zakaj hec, ampak kaj, se mi zdi, da smo odprli ogromnih tem, da smo super nastavili ogromno izhodišč za naprej in da je to nekaj, da se mi zdi, da smo kar dobro popotnico ti naredili, da lahko v bistvu se zaženeš v delo. Moram reči, da sem imel odlična štarterja, kako se to reče. Hvala res obema, no, ker ste prišla, hvala, ker ste se pogovarjala zelo tehno, zelo fajn. Tako da še enkrat, Daniel Hočevar, producent, Klemen Dvornik, režiser, to je bil podcast. Filmar. To je bil podcast, sodelujemo, izdaja ga AIPA. Hvala, naročite se, tam se veste, kliknite, naročite se, tako da boste dobili obvestilo o naslednjem podcastu. Najlepša hvala.